Jezus, 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 Jezus. Pričenjamo z vseslovenskim srečanjem prenove v duhu. Sveto pismo pravi, kako je dobro in milosti polno, kadar bratje skupaj prebivamo. Dragi bratje in sestre, gotovo je Božja volja, da smo danes tukaj. Če ne bi bilo navdiha Svetega Duha. Sveti Duh pa Marija gresta pa skupaj, ne? Tukaj je Marijino brezmadežno srce, ne? In nevesta Svetega Duha. Jaz bom sedaj prižgal še tukaj lučke in bom potem izpostavil najsvetejše. Vsem pa prav iskren, lep, prisrčen pozdrav, pa naj vas danes imata ves dan Jezus in pa Marija v svojem srcu. Jezus, 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 Jezus. Slavim ga,
Zato še svojim
Nekoč pokleknem za tebe,
malo pridemo za roke, pa moli za svojega levega soseda, za levo sosedo. Moli s svojimi besedami, prosim Svetega Duha, moli v Jezusovem imenu, naj te sliši. Ti ne veš, zakaj ne moliš, Sveti Duh je v tebi, on ve. Odi brez skrbi, ve. V imenu Jezusa Kristusa prosim za Božji blagoslovje. Hvala ti za to življenje, za vso trpljenje, za vse, kar je, za vse, s čim te hvali, za vse, kar ti daje, vse, kar ti prenaša, za vse, kar je prestala. Hvala ti, hvala ti. Hvala ti za vero, za novo moč, za novo upanje. Hvala ti, ker baziliš s tvojim Svetim Duhom. Hvala ti za zmago. Hvala ti za novo globlje razumevanje tvoje besede, tvojih sakramentov, tvoje cerkve. Hvala ti za ljubezen. Hvala ti, ker čuti tvojo bližino. Hvala ti, ker si ti obudil molitev v tem srcu. Amen. Hvala ti, še v drugo smer, za drugega soseda moli, prosi, kliči, z neizrekljivimi vzdihi, z neizrekljivimi besedami. Če ne veš, moli litanije svetnikov, Sveti Peter ne prosi, Sveti Pavel ne prosi, Sveti Jakov ne prosi, Sveti Janez ne prosi, Sveti Matej, Sveti Tadej, Sveti Matija ne prosi. Aleluja. Sveti Juda Tadej ne prosi, vsi angeli, vsi sveti. Sveta Marija, Sveta Magdalena, Sveta Terezija Velika, Sveta Faustina Kovalska, kliči, kadar cerkev moli, so vsi skupaj zbrani, vsi sveti, vsi angeli. In mi smo tukaj. Aleluja. Amen. Tvoj objem izruča
Želimo si, želimo si, želimo si vidjeti Isusa. 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 Želimo si vidjeti Isusa. Samo na sebe uzmi njega, meni osmiljeni sveta. Doživljenja vičnega. Želimo si, želimo si, želimo si vidjeti Isusa. Želimo si, želimo si, želimo si vidjeti Isusa. Isus tukaj je med nami, v molitvi vztrajajmo, slušimo trnjave zvone, Isusa oznanjajmo. Želimo si, želimo si vidjeti Isusa. Želimo si, želimo si, želimo si vidjeti Isusa. Isus tukaj je med nami, v molitvi vztrajajmo, slušimo trnjave zvone, Isusa Želimo si, želimo si vidjeti Isusa. Želimo si, želimo si, želimo si vidjeti Isusa. Želimo si, želimo si, želimo si vidjeti Isusa. Želimo si, želimo si, želimo si vidjeti Isusa. Želimo vidjeti tebe, postoji tvoja dobrota i tvoja milina. Halleluja, halleluja. Ti si vredan, ti si dobar Bog. Hvala Isus. Isus.
Aleluja. 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 Se me razume od zadnjih vrstah, kaj govorim? Malo pokimajte ali podkimajte. Se. Dobro, hvala. Tako, še enkrat vsem, ki ste prihajali sedaj med programom, prisrčen pozdrav. Dobrodošli v cerkvi brez madežnega Marijinega srca, tukaj na Pragerskem. Pričeli bomo tudi z tistim nagovornim in pričevanskim delom programa, pa za tiste, ki še niste slišali, nekaj čisto kratkih obvestil. Od zadaj, levo in desno od vhodnih vrat že poteka sveta spoved. Torej, kdor želi, so duhovniki že na razpolago. Toaletni prostori so na vaši levi strani, kakor tudi stopnice, po katerih se lahko povzpnete na kor. Zunaj pred cerkvijo se prodajajo boni za kosilo, več informacij boste dobili zunaj. Lepo pa naj pozdravim tukaj med nami tudi člane in delavce televizije Exodus, ki bo danes to snemala, in pa tudi mislim, da so že tukaj iz RTV Slovenije, ki bodo tudi naredili prispevek o današnjem srečanju. Pa jih lahko pozdravimo z enim aplavzom. Tukaj je še nekaj drugih predstavnikov tiska, med drugim družina in najbrž še kdo, ki se nam bodo predstavili kasneje. Tako, jaz bi pa zdaj želela napovedati nam zelo dragega gosta. Mnogi, ki smo v prenovi v Mariborski nadškofiji, smo v prenovo prišli prav po njegovih molitvah in njegovem delovanju. Videli smo mnoge čudeže, ki jih je Gospod storil po njem. In videli smo tudi človečnost v njegovih očeh in ljubezen, s katero nas je sprejemal. Danes bo o svojem pričevanju, o tem, kako je spoznal Gospoda in kaj Gospod dela v njegovem življenju, spregovoril gospod Zoran Kodela. Lepo pozdravljam. Sedi pet. Torej, lepo pozdravljeni. Gospod, prosim te za to, da ti pomaziliš to pričevanje in tvoje maziljenje naj bo na vseh, ki bodo poslušali, naj ne bo to človeško, Gospod, ampak po Božje. V imenu Jezusa Oče prosimo po priprošnji Božje Matere Marije, vseh svetnikov, mojih zavetnikov, angeli, Gospodovi, bodite z nami. In hvala ti, Gospod, da bo tvoja beseda močna in da bo tvoja beseda v tvojem duhu, v tvojem blagoslovu. Amen. Pa vas tudi priporočim, sebe priporočim vam za kako kratko molitev zame, da bi to, kar bom povedal, bilo resnično po svetem duhu. Torej, povabili so me, da bi dal svoje pričevanje. Nekaj sem razmišljal in če sem čisto odkrit, ker delamo ne po človeško, ampak po Božje, se nisem kaj dosti pripravljal, računam, da bo že Bog pomazilil. Ampak se mi zdi tudi, da imam se veliko zapovedati Bogu na čast in zahvalo iz svojega življenja, zato sem nekaj pripravil in hvaležno razmišljam o svojem 22-letnem duhovništvu, moje odločitvi za duhovniški poklic in gledam nazaj svoje življenje in sem Bogu resnično za to hvaležen. Nekako v tem pričevanju bi rad, da sami ločite po človeško gledanje, človeško krščanstvo ali po človeškem mišljenju in pa po Božjem delovanju. V nas, kristijanih, deluje katera sila? Človeška in Božja, je tako? Je ali ni?
da vidim, če je kdo gluhonem, potem ne bo znal prikimati, ne? Ali odgovoriti, se pravi, nimamo koga, ki trpi zaradi naglušnosti. In ko sem se jaz odločil za duhovništvo, da bom šel v bogoslovje, pa so mi rekli, tudi moji najožji sorodniki, pa oče je rekel, veš kaj, ti ne boš nikoli tega zdržal. Tam je treba zjutraj vstajati, je rekel. Je imel slabe izkušnje z menoj, ne. Sem bil na telesni vzgoji, takrat smo lepo spali zjutraj, pa smo šli malo plavati, malo smučati, potem si dobro jedel in tako naprej, pa spal spet, pa kakšne čage, ne, športniki imajo čage, smo malo jedli, tam malo pili, pa tako. Rekel, veš, ti ne boš tega zdržal, zdaj, ko bomo videli, zdaj, ne vem. Ampak eno je po človeško mišljenje, kako tudi mi gledamo, ocenjujemo, razmišljamo po človeško, ampak mi kristjani moramo razmišljati po pravilno odgovor, po Božje. In merilo je Božja beseda. Jaz sem končal teologijo, kljub človeškemu mišljenju, da ne bom zdržal in so drugi rekli, ne boš končal teologijo, z veseljem sem študiral, lepe ocene sem imel poprečje 9,4 pred vseh. To je dost, ne? In z veseljem sem vse študiral, sem dokončal. Po človeško, rekel, se ne bo, kaj bo te Zoran, on je tam, ni navajen vstati zjutraj, ne? Pa ni navajen niti spati zvečer, pa je že bil v življenju, v svetu. Ampak, če Bog deluje, potem se stvari dobro ali slabo končajo. Uspešno ali neuspešno. S krizami ali brez kriz? S krizami, amen. Tako. No, potem je rekel, ko sem že bil duhovnik, je rekel pater Cerar, no ja, veš kaj, ti si tak, tudi ranjen bil, življenje te je preteplo, sem rekel, dobro, normalno. In si bil ranjen in tudi škof je tak nekaj rekel. Je rekel, potem boš pač en taki duhovnik, ne boš zdaj, ne vem, nekaj več izpostavljen, pa ne boš, ne vem, neki znani duhovnik, boš pač tak, veste, nekateri duhovniki, ko jih nikjer ni, tam nekje se skriva v eni luknji na škofiji ali tam nekaj malo ven pridejo, pa niso recimo, niso župniki, niso tam neki preprosti, so nekje, se ne vidijo. Ampak to je bilo človeško ali Božje mišljenje? Človeško mišljenje. Bog pa dela na svoj način. Amen. In mi vsi smo v Gospodu in verujemo in hočemo verovati in se trudimo kljub krizam in gremo naprej ali nazaj. Torej, po človeško je bilo tako rečeno, vendar jaz sem po raznih krizah postal župnik in sicer župnik dveh župnij, vedno sem imel dve. Ali je to težje med dve ali lažje med dve? Težje, ne? Težje je med dve kot eno župnijo. To je tak tisti muslimani, ko imajo dve žene, to je dosti težje, kot če ima samo eno. Pravi, dve župnije je težje imeti. In jaz sem, dobro, bil župnik, zdaj pa lahko si na župniji, pa vseeno ti nekako ne uspe. Ne? Ampak meni je uspelo, jaz sem obnovil, gledam zdaj vse skupaj, torej hočem biti kot apostol Pavel, ko pravi Pavel, če bi se pa hvalil po človeško, tako da jaz zdaj po človeško gledam nazaj svoje življenje. Kako Bog bo mene ocenil, to ne vem, ampak po človeško so me cenili, vendar Bog tudi po človeško lahko, bi rekel, drugače je rezultat, kako so oni mislili. Ne? In sem obnovil recimo v obeh župnijah 7 oltarjev, pozlatil iz nule, ker so bili totalno uničeni, vse uredili 7 oltarjev, streho, stopnice, elektriko na 2 župnijah, pa še eno sem že prej imel tudi, ne vem, kaj vam čem reči, potem zvonove, klopi in tako naprej. In pa lahko rečem, da so me ljudje na obeh župnijah, znam recimo Tinje spet nazaj, prej sem v Kebelj, so me lepo sprejeli, rad jih imam. Ko sem prišel v šolo, otroci so kar vseh strani prileteli k meni, gospod župnik, potem sem bil pa tako matica v Čebelnjaku.
vsi so bili na meni. Pa je navarno to, so malo učitelji hodili mimo, so pozdravljali, ja pozdravljali, otroci pa vsi na mojem trebuhu, ko je tak velik. Vsi okoli mene, tako so me radi imeli, tudi jaz sem z njimi užival in lahko rečem, da kakih večjih problemov na obeh župnijah z ljudmi nisem imel. Ampak smo uspešno znali, imeli smo ogromno, bi rekel, šmarničarjev, več kot Slovenska Bistrica vsako leto, če se po človeško hvalimo, pa skupin, pa vsega. Tako da, če gledamo po človeško, gledamo situacijo naprej, ne bi mogli uspeti. Vendar, ker je Bog deloval v mojem življenju, jaz sem mu hvaležen in njemu vsa čast, sem lahko povedal mojim faranom, da ne vem, koliko sem zdaj vse skupaj tam od leta 93, sem župnik, praktično na obeh župnijah, da so bila to najsrečnejša leta mojega življenja. Bogu hvala. En aplavz za Jezusa, prosim. Eno je človeško, eno božje. Ko Bog dela, on dela božje stvari in resnično je bilo lepo. Lepo se razumemo, radi se imamo, nismo tako uspešni, kakor bi človek želel v evangelizaciji z našimi ožjimi sodelavci, vendar po človeško gledano ne bi šlo, ampak po božje pa gre. Potem je rekel pater Cerar, ja veš, kaj ti boš tak en navaden duhovnik, ampak smo začeli s karizmatičnim gibanjem in že bogoslovjo sem prebral eno knjigo Najsrečnejši ljudje na svetu, potem sem poiskal Toneta Marinka, potem sem srečal Marjana, ki zdaj tu vas slika, ker ste tako lušni, ker se tako lepo smejite, vas hoče slikati, in druge stare, bi rekel, dinozaure karizmatične, kot je Marjan, in smo začeli s karizmatiko in potem, ko sem bil duhovnik, sem poskušal to narediti in je na Ložnici uspelo. In lahko rečem, da sem Bogu hvaležen za to karizmatično gibanje in za vse, kar se je zgodilo. Meni je poživilo moje duhovništvo, potem nagledali smo se čudežev, pa znamen, pa duhovnih stvari toliko, da še leta 98 sem 2 leti zapisoval čudeže. In sem bila 2 fascikla, vam jih lahko zdaj pokažem. Samo tako malo, pa če bilo kaj, recimo, zdravniške in tako naprej. In sem potem prenehal, ker mi je to prezelo preveč časa. Preveč časa je bilo zapisovanje vseh teh znamen, ki so se zgodile leta 98. Sem rekel, nima smisla. Katerega leta smo mi danes? Kmalu že 2012, ne? Se pravi, kaj mislite, kaj se je še vse zgodilo v vseh teh letih? Vidimo pa, da iščejo za naše svetniške kandidate neke znamenje. Vse vi, ko hodite na karizmatiko, veste, kaj to pomeni, da čudež pravzaprav ni znamenje svetosti, ne? Pač pa mogoče neke vere. Po smrti, če bo kakšni čudeži, potem je tisto znamenje svetosti, bo priprošni. Ampak mi smo se videli teh čudežev, mi ne vemo, kam bi z njimi. Amen. In tudi vsi bomo gledali v svojem življenju, ne vemo, kam bi vsemi temi znameni, pa čudeži, pa to, kako je Bog resnično dober. In jaz sem rekel, če bi naši škofi začeli moliti za ozdravljenje, veste, kakve vrste bi to bile? To bi bile take vrste ljudi od tu pa do Celja bi čakali. Na internetu bi mogli imeti vrstni red, tako bi jih ljudje iskali. In Bog bi delal čudeže ali ne bi delal? Bi, ker bi ravnali po božje ali po človeško? Po božje, božja beseda pravi, molite. Vse imamo zakramente, vse res, vendar premalo tiste resnične vere, resnične delovanja in Bog bi deloval. Torej, nagledali smo se čudežu, vsega, karkoli želiš. In ko je začel Bog delovati na Ložnici, če bi kdo vstopil na zgornjo Ložnico, takrat, ko so vsi ležali po tleh, ko nisem mogel stopiti, ker je vse ležalo po tleh, kot da bi zdaj vsi ležali po tleh, kar po betonu, ne po klopi. Nisi mogel stopati čez ljudi. Bi mislil, da je kdo vrgel da je kakšen terorist vrgel kako bombo noter. Da je teroristični napad. Vse je ležalo. In Bog je dejansko delal znamenja. In to
Po Božje ali po človeško? In kakorkoli, če gledamo, tako pravi apostol Pavel, če se že na nek način sem Bogu hvaležen, pa vam po človeško povem, kaj Bog dela v mojem življenju, je rekel apostol Pavel, tako tudi jaz lahko rečem, da večina karizmatikov, kaj so tu na Štajerskem, so šli preko šole za animatorje, preko mene, ki sem jo prvi imel, in sem Bogu resnično tudi za njegov nauk v tem načinu duhovnosti in za vse, kar je delal, hvaležen. Dejansko se vozili na Zgornjo Ložnico, kjer smo začeli ta srečanja, iz vse Slovenije. So rekli moji frani, gospod, jaz sem bil pa v bolnici na morju, pa vas tam poznajo. Jaz sem rekel, ja dobro, hvala Bogu, reči. Kaj pa ti ne prideš v cerkev, ne? Ko si tu doma. Tako da, tisto, kar je pater Cerar rekel, ja, glej, veš, kaj ti boš, ampak ne boš pač tak neki duhovnik, je Bog rekel, dobro, drugače bo. Amen. In če delamo z Bogom, potem nam on obljublja, da bomo uspeli. Torej, Bogu hvala za karizmatiko in za vse, kar sem tukaj doživel in gledam nazaj svoje duhovništvo in z vami pričujem, kot pravi apostol Pavel, po človeško, krščanstvo nima življenja, po Božje pa bo življenje, po Božje besedi, po Božjem nauku in po živi veri, ne po človeško. Poglejmo Božjo besedo. Jezus pravi, motite se, ker ne poznate ne Boga, ne Božje besede in ne Božje moči, je rekel farizejem. In potem sem delal, mogoče ta del je malo neuspešen, ker še ni dokončan, sem rekel, zdaj pa grem študirati in ker sem delal doktorat. Dobro, tu so bili neki vetrovi nazaj, zadeva ni čisto dokončana, jaz imam 300 strani, češ več imam napisanih, pač potem nisem dokončal, ker sem prišel zopet nazaj na župnijo. Eno leto sem imel čas za to, no potem pa sem prišel na župnijo, ampak je prišla ideja o televiziji. Ideja o televiziji. In ti dečki, kaj so tukaj, razen enega gospoda, ki me od RTV-a, Igor je moj, ne, in začeli misliti o televiziji. Poznate zgodbo o TV3, ampak to idejo o televiziji je meni Bog dal, jaz verjamem, pač navdih je bil zopet. In če gleda človek po človeško narediti neko televizijo, je to mogoče ali nemogoče? Nemogoče. Ampak, ker pa gledamo in hodimo z Bogom po Božje, kakor pravi, to je drugače. Torej ne človeško, ampak duhovno, z Bogom in z vero, pa se stvari odvijajo naprej. In ko je bila ideja, sem prišel na škofijo, pa so rekli, veš kaj, mi je rekel šef pastoralne službe, veš, za to idejo pa nobenega ne boš dobil na nadškofiji, pa ne v Sloveniji, pravi nobenega, ne boš dobil. Rekel, dobro, pač ne bom nobenega dobil, da bi to naredili. Pravi, veš, imamo tudi slabe izkušnje s TV3 in tako naprej. Gospod Načkov Kramberger mi je rekel, ja, gledajte, gospod, mi še zdaj plačujemo, je rekel, to je bilo leta 2006, je rekel, mi še zdaj plačujemo za TV3, 2006, za TV3 še plačujejo stroške. Rekel, veste, to je nemogoče, nihče ne bo se tega lotil. Sem rekel, dobro. Potem pa sem rekel, samo prosim, ne mi nasprotovati, če bo ta stvar šla naprej. Rekel, dobro, v redu, smo bili dovoljenje, sem začel iskati papirje skupaj. Veste, da če hočeš en SP narediti, je potrebno nekaj papirjev, pa zdaj malo lažje kot nekoč. In se mora narediti SP, pa potem ustanavljati televizijo, prvo papirnato. Ampak če bi človek gledal to po človeško, je to malo težko, kaj bo za neki župnik vse te papirje pripravil, vse kaj je potrebno za medij. Ampak jaz sem to pripravil, vložil in potem pridejo razne krize in namesto, da bi mi v 14 dneh odgovoril, kot bi morali mi z ministrstva,
Ni bilo 1 mesec odgovora, ni bilo 2 meseca odgovora, jaz ga kličem, ja, saj bom, ono levo, desno, ni bilo 3 mesece odgovora, sem se vstal, sem šel na ministrstvo, kar direktno šefa, sem hotel imeti, sem rekel, če dajte mi direktorja, direktorata, k njemu sobo, sem rekel, gledajte, 3 mesece nimam nobenega odgovora, zato, rekel, prosim lepo, da to stvar uredite, ker je tako tudi po zakonu. On pokliče takoj tistega, ki bi moral to meni, pravi, zakaj mu to nisi naredil? Ja, pa daj potrudi, pravi, ja, veste, koliko imam dela, pravi, tako je bilo. In papirji so šli naprej, tako da se je bilo na ministrstvu, je bila televizija že potrjena. In je šlo naprej, potem pa je bilo potrebno še neke druge stvari in en svet zaseda, jaz sem takrat molil, se pravi, in so takrat, zdaj je v bistvu ta svet za medije, v bistvu zdaj ukinjajo in je potem, sem imel praktično vse papirje v rokah, ki sem jih sam sestavil, napisal, vložil, vse sam vodil in če boste nekoga prosti, ne vam gre ustanoviti televizijo, bo zahteval 15.000 evrov ali pa kaj takega, ali pa koliko pač bo, ne vem. No in v glavnem to je šlo naprej. In ko sem imel papirje, sem šel malo na škofijo, sem rekel, da smo zdaj papirje, da samo da to še naredimo, papirji so pa bili, ker moja želja bila, da bi vsaj Maribor pokril televizijo. Potem pa se je zgodilo to, kajti to je bilo človeško mišljenje, zgodilo to, da je Bog rekel, ne, bomo mi šli malo na več, ne gremo pokriti celo Slovenijo. Imam papirje, hvala Bogu za enkrat za celo Slovenijo, spravi je nacionalna televizija. In zdaj smo vidni, ker smo počasi pridobivali, smo vidni v vseh ponudnikih, lahko rečem, kabelskih, razen v Siolu, pa v Amisu, ki potem od njih tudi jemlje televizijo. Samo ljudje ne vedo, ne znajo se poiskati. Mi smo na digitalnem, spravi, kličete na Telemach, rečete, da imeli digitalno televizijo, v digitalni televiziji smo noter in boste plačali celo 2 evra manj, kot je zdaj analogni program. Tako tudi pridemo Škofu, Novo mesto, da gospod Škof, vi lahko gledate našo televizijo, če pa je ni. Pa kak je ni, če je Telemach v Novem mestu, televizija ima poleg postelje tam, dajmo to zdaj zarihtati. No. In potem sem moral poklicati, da so mu prišli tam in je potem lahko gledal. Torej, televizija je po vsej Sloveniji in potem v tem času, ko smo mi že začeli nekaj delati, smo imeli neke kamere, že nekaj oddajati preko T2, sem jaz šel na škofijo, pa so mi dali potem taki odgovor, češ, da ne vem, v kaj se spuščam, da je to pretežki projekt, ki pa, pazite zdaj malo, dobro poslušajte, presega zmožnosti vseh škofij in nadškofij v Sloveniji. Ste me dobro slišali? Presega zmožnosti vseh škofij in nadškofij v Sloveniji. Amen. Imam pismen in češ, da ne bo šlo naprej. Vam povem en pregovor, ki ga bom še potem, ki se mi je zelo dopadel. Pravi, najprej te ignorirajo, tisti zrak, kakorkoli je, če delamo z Bogom. Potem te zasmehujejo. Potem, ko te zasmehujejo, te začnejo napadati po tistem, če še vedno si, ne? In potem, ko z Bogom mi še vedno obstanemo, kaj mislite, kaj je potem na koncu, ko nas napadajo? Kaj sem slišal? Zmagamo. Amen. Točno tako je. Zmagamo. Na koncu pa zmagamo. Kljub sovražnikom, pa nekaterim ljudem, znotraj cerkve, zunaj cerkve, karkoli je, kjerkoli je, ampak mi ne delamo s človeško močjo, ampak z Božjo močjo. In na Boga se naslanjamo. Tako da je bilo to tako rečeno, ampak po človeško pa po Božje sta dva različna pristopa. In kjer je Bog, gre naprej, pa če tudi ga ubijejo, kakor je bil Jezus. Če tudi je nasprotovanje, kajti to je Božja
obljuba. In ko smo delali televizijo ni, ko imaš enkrat papir, potem rabiš ljudi. In sem našel Igora takrat. Igor je prišel, rekel, glej, veš kaj, dajmo poskušati narediti. Sem rekel, daj, pridi. Je rekel, delam ti za minimalca, ti delam če koliko češ. Sem rekel, ja, pridi, kje boš našel tajega človeka? Nekaj malo, ni bil ravno veliki strokovnjak za to, ampak je nekaj izkušnje imel in smo v bistvu začeli. Rabiš ljudi, kje boš dobil ljudi za televizijo delati? Rabiš smo računalničarja. Je rekel, jaz vem tam za enega, Istoka, ki imamo vedno z njim debate o Bogu, ne verjame Istok, ampak svoj tip je, ima dobro srce, je pa strokovnjak. In ni zdaj, če boste poklicali enega računalničarja, vam bo tak zaračunal, da boste šli v gatah domov, ker ne boste imeli dovolj denarja za take stvari, šlo pa za televizijo. Ampak z Istokom vodimo te računalniške zadeve, spoznal se na vse, so prišli neki veliki strokovnjaki, jih je kar tak z malim mezincem, jih je kar skrcal, rekel, če veš, kaj to bo tak, to brez veze, ne nam prodajati zraka, in smo šli naprej. Kajti delamo po Božje in z Bogom in Božjo besedo in tako, ko Bog govori. In gremo naprej, smo naredili televizijo, tako da zdaj v tem času, pazite, 3 leta televizija že oddaja 24 ur programa. In pater Cerar je rekel, glej Zoran, ti boš pač en taki navadni duhovnik po človeško. Dobro, pač kaj bo Bog, samo da gremo za Bogom. Ampak Bog je rekel, ne, malo drugače bo. V celi Sloveniji, kakorkoli je, škofije niso bile uspešne pri televiziji, poznam kar nekaj ljudi, naši nadškofiji mariborski so poskušali to, pa tudi v Ljubljani, ampak niso uspeli. In en župnik s trebuhom iz Pohorja pa je uspel. In ko smo z Igorom okoli hodila po raznih luknjah, iskala prostor, sem našel en prostor v eni cerkveni stavbi, kakorkoli je, mala luknja, in potem so rekli, veš, eno leto sem tam nekaj plačeval minimalno, pa da ostane, so rekli, veš kaj Zoran, mi bomo to imeli, da bomo denar dobili iz teh sob, pa bomo, te vržemo pač po domače povedano ven. Tega pa kaj zdaj smešno, zdaj delamo, imamo neke tehnike, ono, levo, desno, kako nas zdaj vržete ven? Ja, pač moramo. Ampak zakaj so nas vrgli ven? Ker je Bog videl, da tam ne bi bilo mogoče televizije imeti, je bilo premalo. Je rekel, idite vi na boljše, naj bo slav gospoda Čerčeka, kateremu se zahvaljujem, ki nam je dal zastojn prostore, nič ni bilo treba plačati, celo nadstropje imamo zdaj na vrhu, imamo tam 10 sob, ali koliko imamo, spodaj en studio in verjetno ima Bog še načrt s to hišo, da bo še tiste veliki prostor dobili, da bo še tam spodaj studio. Torej dobili smo dosti več prostora, prave prostore in zastojn in pravega človeka, ki dela z Bogom in ne po človeško. Amen. Iskali smo tehniko. Kje boš našel tehniko? En je rekel, tehnika, kje boš kupil televizijo, kaj si zmešal, kamere, 40 000 evrov, ena kamera vredo, taka televizijska, pa še več, kje boš kupil stojalo za kamero, ja, 3 urje, pošteno, pa neki adapter, pa kaj jaz vem, kaj vse skupaj. Iščem po internetu, kličem v Nemčijo za televizijo, nikjer, na kar mi reče, kaj veš ti, da oni prodaja neki komplet kamer z nekimi kabli, pa dobro, grem njemu pogledat. Veste, kje sem našel prvi, ki delno je tak še zdaj tega, prvi komplet za televizijo, da smo lahko dali v Mariboru 200 metrov stran, pravzaprav tam, kjer sem jaz živel celo življenje. In glede na cene za bagatelo, kaj ti delamo z Bogom ali delamo po človeško? Amen. In če delamo po človeško, pač tudi moramo neke stvari narediti, ampak ko Bog reče, glej, to bo, potem to bo. Potem, če razmišljam, neke kamere smo iskali in tako naprej, tako da se je zdaj pravzaprav razvila televizija, okrog 15 ljudi hodi tja in imamo program, razvili smo se, bi rekel, nekaj način smo enem višku tega stopnje, vendar zdaj pa je prišla kriza. In enostavno ni več denarja za plače.
Se zahvaljujem vam botrom, ki nam dajete za pomoč. Žal je zdaj prišla kriza, ker smo rekli, da mi zmagujemo brez kriz ali s krizami. S krizami. Prišla je kriza in žal zdaj drugače ni šlo, 2 sta praktično že morala oditi, 3 so dobili zdaj v bistvu že odpoved, 15 ljudi res da tako hodi, ampak vse skupaj je ni 7, mislim, da nas je bilo zaposlenih, da jaz delam zastojn, pa vlagam v bistvu tudi svoj denar, pa se tako nima smisla, to o financah sploh govorim, ampak smo pa rekli, pred 5 meseci bo že Bog naredil neko znamenje in 5 mesecev res nisem potreboval dati za plače nobenega denarja. Zdaj pa je tako piše, da sem spet mogel dati za plače iz svojega denarja, pa še verjetno bo moral. Tako da zdaj smo v krizi, ampak razglašamo, v večji krizi smo, bolj moramo slaviti Boga. Amen. Pa če tudi gledam, če bi zdaj se na nek način zaustavila televizija, ker tudi Jezus je mogel iti na križ, pa potem je tam umrl, bo Bog imel neki načrt še tukaj naprej in bo rešil situacijo, kajti jaz ne želim razmišljati samo po človeško, samo, včasih je treba tudi, ampak po Božje. In tudi vi tako razmišljajte. Zato ta kriza, jaz verjamem, z vami vred, je kriza, ki bo še bolj utrdila televizijo Exodus. Amen. Pregovor, ki mi je bil zelo všeč, ko delamo z Bogom, s tem tudi zaključim, ker me že preganjajo, jaz navadno dolg, če tudi mislim, da bom zelo kratek. Najprej te ignorirajo. Se strinjate? Reči, pa kaj boš ti, pa kaj boš ti to, pa kaj boš ono, pa tak naprej. Ni nič. Potem iz tebe se norčujejo. Reči, glej ga, za Bogom hodi, Sveto pismo ima pod pazduho, zmešalo se mu je. Nora je, moli, nora je, ne? Kaj bo Bog njo ozdravil? Ja, seveda. Ena ženska imela tako bulo je imela na želodcu, z moje fare, večjo kot otroško glavo. Pa je rekla, veste kaj, mi dva molima župnik, pa verjamem, da me bo Bog rešil. Je rekla tista ženska medicinska, ja, Bog vas bo rešil, ja, Bog vas bo rešil, to pa, ja. Tista bula je zginila, ona je vstala s posle, živela, ona je pa mrtva, že tista medicinska sestra. Te zasmehujejo. Potem, ko si ti še vedno si, te pa napadajo. Za zasmehovanje je eden zelo pomemben človek na škofiji, je rekel Zoran, je rekel, kako pa kaj tvoj projekt televizija. Sem že vedel, kaj hoče slišati. Sem rekel, veš kaj, denarja nič ni, vse se je zaustavilo. Je rekel, jaz sem pa mislil, da boš samo en čudes naredil, pa bo že televizija. Sem rekel, ja, v redu. Ampak on je na tisto, kar je stavo, je izgubil, televizija pa še kar živi. Amen. Se te zasmehujejo, potem te pa napada. Zdaj pa te ne boš, pa ne boš tega dobil, pa ne boš onega dobil, pa ne boš tega, pa ti bomo dali pomoči in tak naprej. Ampak potem, ko je kriza, ko te napadajo, mi pa na koncu. Amen. Hvala.